Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratna pravljica bo ponovno nekaj posebnega. Namreč ta pravljica je ena izmed najljubših pravljic deklice po imenu Julija. Njena mamica mi je na elektronski naslov moj knjižni koticek @gmail.com poslala prijazno sporočilo z željo, da preberem čudovito zgodbo, ki je napisala slovenska pisateljica Živa Viviana Dorja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Julijini najljubši pravljici z naslovom Deklica in kit. Bil je lep sončen dan. Morje je mirno valovalo, sem ter tja je priletel galeb in se predirno oglasil. Skvik! Na lesenem pomolu je sedela drobcena deklica. Jokala je. Nihče je ni opazil, zato je jokala še bolj neutolažljivo. Iz njenih oči so tekle kristalne solzice. Njene solzice so padale v morje, kjer so se spreminjale v zvezdice. Te zvezdice so plavale vse globlje in globlje in priplavale do velikanskega bitja. To je bil ogromen kit. Lebdel je v mirni morski globini. Njegovi gibi so bili počasni, njegova usta pa tako velika kot tvoja soba. A kit je bil vedno najbolj dobrodušno bitje pod morjem, zato je tudi vedel, kaj te zvezdice pomenijo. Počasi je priplaval proti gladini. Morje je postajalo vse svetlejše in vse toplejše. Izmikal se je jatam sardelic in pisanim algam, ki so ga lovile za rep. Okrog njega pa so nastajali pisani mehurčki. Kit je vprašal deklico. Deklica, zakaj jokaš? Otroci se naučajo igrati z mano, ker sem najmanjša. Zdaj se počutim čudno in solzicam kar ni konca, mu je odgovorila deklica. Kaj je to, kar občutim? To je žalost, je odvrnil kit. Poslušaj, deklica, je začel. Ko sem bil še otrok, sem bil tudi jaz manjši od svojih prijateljev. Ko bi ti vedela, kako so se mi smejali. Veš, kaj sem naredil? Smejal sem se z njimi. In so me vprašali, zakaj se smejim. Ker sem majhen in simpatičen kot puhasta morska zvezdica, vendar me tega ni sram, ker bom že čez nekaj mesecev tako velik kot vi. Kaj, še večji bom, sem jim odvrnil. Prijatelji so se zasmejali in me objeli. Vidiš? Samo verjeti moraš vase. Deklica je prenehala jokati. Res? Misliš, da bom tudi jaz rasla? Ga je vprašala. Seveda boš zrasla. Velika boš najmanj toliko kot tvoja mamica, ji je zatrdil kit. Hvala, res si dober prijatelj, mu je zašepetala od blizu in pritisnila poljubček na njegovo hladno lice. Nato sta se poslovila. Te bom še kdaj videla? Ga je vprašala. Mogoče, je odvrnil kit. In res, ni minilo dolgo, ko je deklica spet sedela na pomolu. Gledala je v daljavo, nato pa na morski gladini opazila drobne zvezdice. Uho je prislonila k morju in pozorno prisluhnila. Zaslišala je nekaj nenavadnega. Jok. Kit joče, je ugotovila. Globoko je zajela sapo in skočila v morje. Potopila se je ter odplavala proti temni globini. Kmalu je zagledala kita,
ki je mu tovilil naokoli in jo skoraj udaril z repom. Deklica je odkrila, da se je ujel v ribiško mrežo. Kaj se ti je zgodilo? Ga je vprašala. Človek me je ujel, je odvrnil in iz očesa se mu je utrnila solza. Preveč neroden sem, da bi se rešil. Ni mi več pomoči, je zajokal. Ne skrbi, pomagala ti bom, ga je tolažila deklica. Plavala je okrog kita in razmišljala, kako bi ga osvobodila. Takrat se je spomnila. Seveda, moja lepa sponka za lase, ki mi jo je podarila mamica, je pomislila. Vzela je sponko in z njo prerezala ribičevo mrežo. Mrežo je morje odneslo daleč proč in kit je lahko ponovno svobodno zaplaval. Tako je bilo rešeno še eno morsko bitje. Oba sta bila presrečna. Pridi, skoči na moj hrbet, je veselo rekel kit. Deklica je splezala na njegov hrbet in se ga močno oklenila. Odplavala sta proti površju in kmalu so jo obsijali večerni sončni žarki. Pojdiva še malo naokoli, si je zaželela deklica. Seveda, veš, deklica, pravega prijatelja spoznaš v nesreči, je še rekel kit in z deklico odplaval proti sončnemu zahodu. Ja, kako čudna pravljica, ne? Pravljica, ki resnično seže v srce. In zgodba o prijateljstvu, ki se spleta med deklico in kitom. Zgodba, ki na zanimiv način prikaže pregovor: pravega prijatelja spoznaš v nesreči. In še res je. Le kaj bi brez prijateljev? Julija, najlepša hvala za idejo o zares čudoviti pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Najboljše darilo na svetu, v kateri boste spoznali zajčka, ki je za darilo dobil točno to, kar si je najbolj zaželel. Le kaj oziroma kdo bi lahko bil to darilo? Prisluhnite. Prijazen pozdrav Juliji ter vsem ostalim, ki tako radi poslušate pravljice. Uživajte, lepo se imejte. Čau, čau. Ja, čudovita zgodba. Bravo, deklica. In bravo,